Ja, zdaj nove generacije me definitivno bolj poznajo preko kakšnih drugih stvari, ampak mi je pa všeč, če se tudi mlajše generacije spomnijo potem športnih dosežkov. No? To je na nek način največje priznanje, če, ne vem, mi sin reče, da tudi v prvem letniku gimnazije še kdo recimo ve za vsaj kakšen moj dosežek. No? In to je lepo. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Danes je v podcastu ob skodelici kave z mano Jure Košir, nekdanji alpski smučar, sedaj podjetnik, ustvarjalnik vsebin in pa tudi oče, partner. A sem še kaj pozabila? Prav gotovo. Ja, marsikaj zdaj. Ampak ja, težko je pa definirati. No. Samo eno stvar, tako da bi lahko še našteval, ampak v glavnem je pa to kar to. Te veliko stvari definira, kaj ne? Po moje, da ja, no, pa tudi se lotim novih stvari. Ja, pozabila smo povedati, da si tudi voditelj ob priložnostih. Ob priložnostih, ja. Poznajo te kot voditelja X-atlona. Tako kot rečeno, ja, rad imam izzive, rad imam nove stvari, rad poizkusim nove stvari in ja, nikoli ne vemo, kaj nas čaka. No. Lahko pa rečem, da mi ne odgovarja, če sem preveč fiksno usmerjen samo na eno stvar. No. Ko je bil šport, je bilo to samo ena stvar, pa tudi prav mi je bilo tako. Zdajle pa, ja, zelo malo stvari lahko nudi tak izziv kot ga šport, no. Tako da vedno iščem neke nove izzive. Se ne vidiš, da bi delal v službi od 6 do 2? Ne vem, mogoče tudi to za poskusiti. Ne? Ja, evo. Ja, dejansko, no. Nikoli nisem, šport ni sam od 6 do 2, ne, je še celo malo drugače. Ampak, ja, mi je kar všeč, da si lahko na nek način sam, ne vse stvari, ampak mnogo stvari sam prilagodim. To je zelo dobro, ja, malo raznoliko. Te pa želimo vprašati, če se ti je danes že zgodilo kaj lepega. Vem, da je sicer še dopoldne. Danes, ja, ko pogledam zjutraj rezultat, pa vidim, da je Dallas zmagal, pa je že to nekaj lepega. Ne, šalo na stran. Lep dan, ne? Krasne dneve imamo in ko vidiš jasno nebo in sonce in tak kristalen dan, je to že takoj lepo. No? Kako pa začneš dan? S kavico? Ja, absolutno s kavo. Ja. To pa je, jaz sem tak posameznik z nizkim pritiskom in rabim nek kickstarter, no, zjutraj, tako da sta običajno kar 2 zapored. 2 zapored? Ja, mislim, da v celem dnevu 2. Ne, celem dnevu je 3-4. Pa kar veliko. Veš, mi je zanimivo, ko sem malo pregledovala tvoje dosežke, pa potem malo po letih, da v bistvu si kariero končal že leta 2005-2006. In takrat sem bila stara 7-8 let. In mi je zelo zanimivo, da v bistvu te tudi jaz poznam kot smučarja, pa čeprav verjamem, da takrat še nisem gledala smučanja, oziroma se saj ne zavedam. Kaj pa misliš, da je vplivalo na to, da v bistvu si še zdaj poznan tak, pa tudi mogoče v moji generaciji? Po moje to, da sem se pojavljal še v drugih priložnostih. No. Nekako ves čas sem bil prisoten v javnem življenju slovenskem, nisem se tako umaknil. No. In ja, zdaj nove generacije me definitivno bolj poznajo preko kakšnih drugih stvari, ampak mi je pa všeč, če se tudi mlajše generacije spomnijo potem športnih dosežkov. No. To je na nek način največje priznanje, če, ne vem, mi sin reče, da tudi v prvem letniku gimnazije še kdo recimo ve za vsaj kakšen moj dosežek. No. In to je lepo. Ja. Ne moti me pa tudi, če me ljudje ne poznajo oziroma če me poznajo preko kakšne druge zadeve. Mislim, se ne moreš pričakovati. Ne? Nikakor. Si pa enkrat ful fajn rekel v enem drugem podcastu, si se moral sam predstaviti, pa si rekel, jaz sem ena taka pojava v medijskem svetu. Pa ja, na nek način, ja. Mene to ni nikoli odbijalo. No. Celo mogoče me je zanimalo, no, ustvarjanje medijskih vsebin in še vedno me. In nikoli mi ni bilo nadloga, no, to kaj delati. Ne. In zaradi tega sem bil v vseh mogočih oddajah,
ja, v Sloveniji te hitro pograbijo, no, ker nekako nam manjka posameznikov, za katere seveda bi nastopali, da bodo prišli na določeno zadevo. Sem pa mogoče limitiral to pojavljanje na dogodkih. No. To me pa nekako... Ne, da sem mogoče, sem zelo, ker tiste pa lahko kar izčrpa, no, ker bi lahko samo hodil z ene zadeve na drugo in tako da tle sem predvsej bolj previden, izbirčen, no, kam in kako iti. Pa tudi naučil sem se na nek način reči, ne morem, ker včasih sem bil malo preveč tudi ustrežljiv v smislu tega, da lahko sem povsod prisoten. Ampak verjetno to dobiš z leti, ne? Da si spoznal, kaj ti ustreza, kaj ne, kaj te izčrpava. Ja, absolutno. Z leti se nekako navadiš, kako je treba oblikovati življenje, no, da ti odgovarja po mojem. Kje pa zdaj najdeš neko sprostitev? Kaj narediš? Še vedno v športu. Najbolj v športu. Sicer to zdaj ni več nek ekstremni šport, no. To sem vseeno prilagodil, ampak ne vem, če grem smučat, še vedno zelo uživam, no, sicer smučam na drugačen način. A smučaš hit ali počas? Skozi bolj počas. Ampak ja, kdaj pa tudi še hiter, no. Golf zelo rad igram. Golf sem vedno, to je tisti rek, zarečenega kruha se največ pojene, sem se vedno dokaj norčeval iz golfa. Potem sem pa prišel priložnost, da sem poskusil in me popolnoma zagrabil. In je enkratna igra in tudi eno super družbo imamo, s katerimi skupaj igramo. Kje v Sloveniji pa imaš kotiček za golf? Na Bledu, vsekakor, ja. Bled je raj. Ne samo v Sloveniji, mislim, da kar evropsko in svetovno, zdaj v tej obliki, kot je urejeno igrišče na Bledu, celotno območje na golfu. Ja, in no, to je recimo ena stvar. Potem imam še kar nekaj drugih športnih dejavnosti, ki me vedno zelo sprostijo. No, in opazil sem tudi v trenutkih, ko sem najbolj napet, pa mogoče malo živčen ali karkoli, ki preveč stvari, če grem nekaj športa, da me blazno sprosti. No, tako da šport je še vedno, potem pa jasno, tudi z domačimi kakšne zadeve, ki skupaj počnemo, ali je to film, glasba, ali gremo nekam, to je tudi super. No. Prej si omenil že svojega sina, da je tvojemu sinu ime Jalen. Kje ste našli to ime? To je drugače staro slovensko ime, je Jalno kar nekaj. Ne veliko, dokaj redko je, no, ampak jih so. Ne, še poznaš kakega? Ja, poznam. Jalen Pokoran je bil reprezentant Slovenije v nogometu, ampak ni dobil po njemu ime. Jaz sem bil blazen fan enega košarkarja, ameriškega, Jalen. No, zdaj teh Jalenov je v NBA-ju cel kup. Jalen se napiše in potem sem jaz naredil neko izpeljanko, oziroma sem videl, da je Jalen tudi slovensko ime. Ja. Ful dobro. Mislim, za nekoga je, za nekoga ne. Ampak sin se ne pritožuje. No. Malo so ga zafrkali mogoče v osnovni šoli, ko so otroci še manjši, ampak zdaj lepa ni problema, se je navadil na to ime, mi pa tudi. Ja, pa verjetno se mu tudi zdi, da je dobro, da je malo posebno. Ne vem, to ga moramo vprašati. Ga še nisi? Niti ne, čisto direktno. Potem imaš pa še hčerkici Alino in pa Aniko, kaj ne? Kaj pa, v čem so si vsi trije otroci najbolj podobni? Najbolj so si podobni v tem, da imajo vsi zelo radi umetnost, no, oziroma so kreativni v umetnosti. Najstarejša, ki je zdaj 20 let stara že, Alina je bila v plesu dolgo časa, še vedno na nek način je, bila je tudi na konzervatoriju za glasbo in balet, torej balet, pa potem sodobni ples. Srednja je zelo navdušena pevka in je res velik talent, no, se mi zdi. Sin pa igra klavir, zelo zagnano in zelo dobro napreduje. Tako da, ja, to jim je skupnega. Drugače pa karakterno so si pa kar različni. No. A ja? Ja. V čem so si pa s tabo podobni? Kaj so podedovali pa tebi? Ja, mogoče starejša je podobna v tem, da je mogoče malo bolj trmasta pa vzkipljiva. No. Srednja, zelo same negativne naštel, je malo jezikava,
Sin je pa to, da je moj tudi šport zelo blizu, no. Da pa tudi šport rad spremlja. Tako da veliko krat tudi skupaj trenirava s sinom. No. To so lepo preživeti trenutki. Absolutno. Bi pa še šla malo na športno. Tvoja kariera je res bila zelo odlična. Osvajal si medaljo za medaljo, osvajal pokale. Sva pa že enkrat govorila o tem, da so takrat zelo izrazita čustva, kako doživlja to športnik, da si navadni posamezniki morda to sploh ne moremo predstavljati, koliko je, ko stojiš na štartu in pa tudi na štartu olimpijskih iger. A bi lahko to zapakiral sploh v eno misel? Ja, zelo intenzivno je to. To je na nek način nekaj takega, kar se mogoče v vsakdanjem življenju lahko primerja s kakšnimi takimi posebnimi trenutki, ki jih zelo redko doživimo. Ampak je pa tudi dejstvo, da se športnik navadi potem teh situacij, no, in so mu vedno bolj domače. Kako reagiraš na njih je pa zelo odvisno. No. Običajno je ogromno odvisno od posameznika. Ali je je to stresno? Vsekakor stresno je v prvih tistih situacijah, ko si postavljen v take. Se spomnim, ko sem bil prvič med prvimi 3 po prvem teku, sem imel blazno tremo in nervozo pred drugim tekom, ampak star sem bil takrat 19-20 let, no. Ampak potem pa večkrat, ko si bolj se tudi navadiš in na koncu pa že celo zalotil se, da kar nekako pogrešam take momente, no, toliko intenzivne, toliko adrenalinske. Psihično je na momente zelo težko, ker je pritisk, moraš v določenem trenutku pokazati, kaj znaš. Veliko je pozornosti na tebi usmerjene. Ampak s tem je treba živeti. No. Če si v športu vrhunskem, potem do tega običajno pride, no, in fajn pa je, če si mogoče pripravljen, že čeprav ne moreš biti, no, če veš, recimo, če te pripravijo na to, kaj te čaka. Da veš, v kaj se spuščaš, ja, ne? Ja. Pa si vedel čisto, ali te je presenetilo? Ne je presenetilo, absolutno. Sicer greš tako starostjo, greš potem na više nivoje tekmovanja, no, ampak ko si pa enkrat na tistem najvišjem, no, in olimpijske igre, tisto pa je presenečenje, ja. Tudi, ja. Kako pa ti je bilo na olimpijskih igrah? Jaz sem imel srečo, da sem bil na 4. Jaz sem bil na prvih že pri 19 letih. Takrat je Slovenija prvič nastopala kot samostojna država v Albertvilu. In takrat niso tudi na srečo, niso bila pričakovanja prevelika, tako poslali so me tja bolj nabirati izkušnje in sem to tudi potem izkoristil, no. Vozil sem vse discipline, veliko tekam in videl, kako vse skupaj poteka. No. In je bilo zanimivo. No. Tiste so bile igre res nabiranje izkušenj, potem druge so bile sem pa že tja prišel kot favorit, no, eden izmed favoritov in tisto je pa potem malo drugačna scena. No. Ampak lepo, nasplošno bi lahko rekel, da vse moje olimpijske izkušnje so lepe, ko zdaj super se spominjam vsega, čeprav so bila tudi razočaranja vmes, recimo 98. Na Japonskem sem tako po stotinkah zgrešil odličje, no, medaljo, ampak sem na srečo jo pa tudi dobil, no, ker predvsem se pa čutim res privilegiranega, da sem na 4 olimpijskih igrah lahko nastopil, no, da sem se uvrstil v ekipo. Na zadnjih sem imel velike načrte, to je bilo 2002 v Salt Lake Cityju. Tiste igre so mogoče bile najmanj take, bi rekel, kar se vzdušja tiče, prijetne, ker to se je zgodilo ravno pol leta po terorističnem napadu v New Yorku in je bila blazna nervoza v smislu varnosti in vsega tega. Tako da tam nismo res nekaj občutili tega olimpijskega duha, bolje bilo neka napetost in taka zaprtost. No. Ampak ja, olimpijske igre, ko zdaj, ne vem, ko recimo potujem po svetu, pa koga spoznam in ko rečem, da sem že to, da sem bil na 4 olimpijskih igrah, je za ljudi res tako nepojemljivo, no, in nepredstavljivo in so vsi navdušeni. Pol pa jasno, ko poveš, da še dobil odličje, pa še bolj. Tako da olimpijske igre so res nekaj posebnega, no, v športu in mislim, da vsakemu športniku pomenijo ogromen in tudi meni so vedno bile na vrhu.
In v bistvu tudi tisti, ki ne spremlja športa, bo točno vedel, kaj so olimpijske igre in verjetno tudi imena oziroma naše olimpice poznal, čeprav ne spremlja. Ja, običajno je tako, res. In že to ti pove, koliko in v bistvu... tudi po celem svetu. Ne? Mislim, olimpijske igre so si ustvarile tak sloves, da je to tisti največ v športu. To, če greš na Papuo Novo Gvinejo, bodo vedeli, kaj so olimpijske igre. Ko pa mogoče ne bodo vedeli, kaj je alpsko smučanje ali pa rokomet ali pa ne vem. Se pravi, imaš različne dele sveta, kjer je določen šport popularen, ampak za olimpijske igre pa čisto povsod vedo. Res je. Me pa zanima, ker si omenil, da si na začetku še tekmoval v vseh disciplinah. Kako naporno je to za športnika, da tako menja? Ker si mlad, ni toliko naporno. Sploh pa, če imaš rad, če rad to počneš. Tako da meni so bile v tistih najstniških letih še bolj blizu hitre discipline, mi je bilo še bolj všeč ta adrenalin, smuk, superveleslalom in sem bil tudi mladinski svetovni prvak v superveleslalomu. Tista hitrost mi je bila zelo blizu, potem sem se bolj usmeril v tehnične discipline. Eni pravijo, ker si se spametoval, ampak ni bilo ravno tako, bolj smo bili reprezentanca, se je nekako nagibala k tehničnim disciplinam. Je pa naporno, mislim, vsak vrhunski šport je zelo naporen. To je ogromno enih ponovitev, enih treningov različnih. Alpsko smučanje je tudi tak šport, da moraš ogromno narediti tudi, ko nisi na snegu, se pravi ogromno treningov moči, vzdržljivosti in podobno. Pa celo leto potuješ, iščeš sneg po celem svetu, ki je najboljš za smučati. Se pravi, poleti se gre na južno poloblo, kjer je zima, takrat, tako da sem bil 3-krat v Novi Zelandiji polet, na Mestnem morju. Ampak se ne pritožujem. Mislim, to so bile tudi lepe ekspedicije, pa ogromno smo videli, 3-krat, mislim, da 2-krat v Argentini, 3-krat v Čilu, tako da sem hvaležen, da sem to doživel, tudi, čeprav je bilo veliko dela tam. Zelo malo lahko vidiš dežele, običajno si to na enem mestu in potem se tam en mesec trenira. Kljub vsemu pa spomini so super. Pa imaš kakšno destinacijo, za katero si se vedno veselil, da se boš vrnil? Ali pa... Argentina je definitivno in tudi nameravam še iti. Argentina mi je pustila blazen pečat, krasna dežela, krasna hrana, prijazni ljudje, sproščeni. To me je zanimalo, kako je v bistvu. Pozno vstajajo. To ti pa še. Tako da Argentina mi je bila lepa. Nova Zelandija je prekrasna v smislu dežele, pokrajine. Malo manj kulinarično. Ampak zelo lepo, lepe gore, lepe pokrajine. Omenil si pa hitrost. Kako nevarno je res smučanje, ko se... Alpsko smučanje je najbolj nevarnih športov. Ne mogoče toliko, kot če prekaj za nek dirkalni šport, a pa mogoče celo. Mi smo, predvsem v tem bi rekel, zakaj je nevarno, ker je toliko poškodb, skoraj vsak vrhunski alpski smučar, pa smučarka je utrpel kakšno hujšo poškodbo in za katero je bilo potreben operativni poseg. Predvsem so tukaj na udaru kolena, vezi, pa ogromno kroničnih poškodb hrbta. Tudi sam sem eden izmed tistih, ki zdajle strašansko čuti te posledice. Tako da šport je lepa, vrhunski šport je lahko krasen, super vse, ampak pa plačaš določeno ceno, ker obremenitve so toliko hude in alpsko smučanje, predvsem za dame, za punce bi rekel, da je še sploh brutalen. Redko katero poznam, da je brez hujše poškodbe prišla čez. Tina Maze, recimo, je ena izmed njih, je res dobro šla čez kariero brez kakšne operacije. Sam sem imel operacijo na kolenu, zlomljeno roko, kar grdo, ampak te poškodbe mi niso pustile sledi, mi pa hrbet pa je pa tak, bi rekel, dokaj uničen. Verjetno ni fajn. Mislim, to se je treba nekako potem prilagoditi, da ne da saniraš, to nikoli ne moreš sanirati, ampak da vzdržuješ potem neko stanje, da čim dalj lahko brez kakšnih hudih bolečin prideš skozi.
Ampak verjetno si pa kot nekdanji profesionalni športnik vseeno v boljši kondiciji kot pa ostali pri tvojih letih, čeprav čutiš te posledice. Ne kot vsi, ne bi rekel, da kot vsi, ampak kot večina populacije pa vsekakor. Ja. Ampak to predvsem zato, ker se še vedno, če se, recimo, končal sem 2006 in sem res 3 leta nisem dosti treniral, no, oziroma sem čist pustil, no, in sem videl, da to ni dobro, no, za telo. Tista sprememba je bila katastrofalna. Potem pa sem našel nek sistem oziroma neko disciplino ponovno, ki sem zagnal. In ja, mislim, jaz sem vsekakor spodbujam ljudi, da se gibajo. Mislim, da na to dajemo premalo poudarka. No. Ker človek je ustvarjen za gibanje, no, in more telo zagnati v... Ne govorimo o ekstremnih naporih, no, ampak o takih zmernih hoja, tek, počasen tek. Že sprehod naredi svoje. Sprehod naredi svoje, zrak naredi svoje. No, ali pa recimo nekdo, ki ima težave s kakšne poškodbice. Veliko sedimo, no, danes. No, to sem hotel reči. Ja. Potem vrat. In če narediš, 20 minut nekih vaj zjutraj, je to lahko na daljši rok vidiš spremembo. Ja. Ja, se strinjam. Zdaj sem sam primoran tudi to, da res delam vsakodnevno zadeve. Pa se stanje izboljšuje. Absolutno. Neverjetno je. Je pa treba biti vztrajen, no, in potem vidiš, kakšno spremembo lahko narediš v nekem časovnem obdobju. No. Ne bo šlo čez noč, ampak se pa potem pokaže. Me pa zanima še na prejšnjo tematiko, na hitrost. Zdaj vemo, da tudi pri smučanju so velikrat kakšni padci, končajo s smrtnim izidom. Kako je športnikom, natančneje vam smučarjem, ko vidite, da na nekem odseku, kjer si ti smučal, je mogoče nekdo izgubil? Jaz sem en primer, ki je mogoče zanimiv, ampak je brutalen. No. Imel sem res dober prijatelj, moja generacija, Gernot Reinstadler, s katerim sva tekmovala na to je bilo, mislim, da leta 92, na tekmi Evropskega pokala in sem jaz številko pred njim. In ko sem pripeljal v cilj, bil je to en super veleslalom in je bil, mi rečemo, kratek cilj, majhen prostora za ustavljanje bilo in sem padel v cilju, šel v ograjo. In on je za mano dol prišel in nisto padel, no, skoraj me še mene potem zbil. In sva se pogovarjala, ja, utrujenost, nisem se mogel ustaviti, ne sva padla, pa to Avstrijec je bil. No, in en teden potem se je on smrtno ponesrečil v Wengenu in jaz sem tisti videl, sicer na televiziji, in tisti me je pa, zelo prizadelno, ker je bilo kot prvo, mogoče se kakšni starejši ljubitelji smučanja to spomenijo, tisti je bil en taka grafična nesreča, tako brutalna, v bistvu izkrvavel na smučišču. No. To sem pa videla, res grozno. In tisti je v meni potem vsem sprožil nekaj, a je vreden zdaj iti v tak riziko, ker vsem življenje je le življenje. In sej ni bilo veliko teh, ampak so bile smrtne žrtve. Ne? Mislim, kar nekaj jih je bilo. Pa je mogoče eno dodatno zavoro to meni pri smukih, pri superveleslalomih. Poznal sem človeka, vem, kakšna grozna drama je bilo to takrat. In ja, ni enostaven, če to iti potem. No. Ja. Tudi tebi, ko to samo vidiš, ne? Ja, vsekakor. Se zavedaš, da si se verjetno spustil tudi ti. Ja, ali pa recimo, mogoče še to izpostavim, kakšna naključja se lahko zgodijo. Ne? Thomas Fogg, da je bil švedski slalomist, odličen slalomist, med 3 se je uvrščal, malo starejši od mene, tudi nekajkrat premagal Tombo. No? In on je pa doživel nesrečo, ko je v bistvu smučal po eni turistični progi iz enega terena na drugega, ko je šel trenirati in mu je nekako zarobil smučko in je padel tako nerodno, da je pristal potem na invalidskem vozičku. No, in smo tudi za njega potem organizirali tekme dobrodelne, ki smo nekako spodbujali to, da se pomaga invalidom. In mislim, da enkrat smo zbrali, da se je kupil avto, ki ga je lahko vozil, no, prilagojen avto. Ja, ampak ja, šov gre dalje, no, sam ti pa pusti neke posledice to. Mislim, posledice neke globje razmišljanja. Kaj pa že to, recimo, da si na štartu in veš, da je nekdo pred tabo padel,
Kako pa to psihično vpliva? Ne najboljša je živčnost dodatna. Skušaš se skoncentrirati, nekako spomniti tistega dela, kako boš tam naredil, da se tebi to ne bo zgodilo. Pač ljudje različno reagiramo na stresne situacije, no, tako bom rekel, ampak vsekakor je pa to zelo nehvaležna. Sej običajno, če gledamo kakšen smuk ali pa superveleslalom in če nekdo pade, pa potem tisti tekmovalec, ki se ga gleda na štartu, redko kdaj odpelje dobro vožnjo. No, potem, ja. Ja, itak mislim. Strah je logično, verjetno do tistega zavoja, ko veš, da se je to zgodilo. Ker grozno. Kaj pa, ko si končal? A si vedel takoj, kaj zdaj početi, ali si imel kakšno krizo? Ja, jaz sem imel to srečo, da sem nekako že pripravljal se zadnja leta, no, da bom končal in tudi vedel sem, da želim nekaj delati v zvezi s športom. No. In takoj, ko sem končal, sem se priključil v agenciji, ki jo je vodil moj dolgoletni menedžer, agent. In sem potem deloval kot agent, scout in podobno v tej agenciji, torej od 2006. In tam sem se počutil dokaj suverenega v smislu tega, da sem vedel, šport sem poznal do obistino in sem lahko kar dost pripomogel k tem, kako svetovati novim, ki prihajajo za mano in jim organizirati lažjo kariero oziroma bolj uspešno kariero. Zdaj ponavadi se od športnikov pričakuje oziroma predvideva, da bi pa radi postali tudi trenerji. Kaj pa ti in trenerstvo? To sem pa od vsega začetka vedel, da ne bom šel po tej poti, ker sem imel že družino, otroke in trener v alpskem smučanju ni enak trenerju v košarki, recimo, ko si v nekem mestu, pa imaš recimo 2 treninga na dan, ampak je to v neki dvorani in greš potem lahko domov k svojim. Ne. V alpskem smučanju je pa tako, da moraš iti v Ameriko za 2 meseca, na Japonsko in praktično si še več odsoten, kot pa mogoče tekmovalec. No. In je težko, res težko živeti neko družinsko življenje, pa imeti doma družino, pa biti vrhunski trener v alpskem smučanju. Res zahtevno in vso spoštovanje tistim, ki so dolga leta trenerji v alpskem smučanju. Kako si pa potem nadaljeval pot, ko si končal s tem? Na trenerstvo mogoče še to lahko povem, da sem si pa vedno nekako želel oziroma preizkusiti, sem se pa želel, kako bi deloval kot trener. No? In verjetno, nažalost, ne bom to nikoli vedel, ampak me je zanimalo, kako bi se znašel, kako bi lahko nekoga oblikoval kot vrhunskega športnika. Ampak vse se ne da. No? Ja. Ja, tako da potem pa sem različne stvari dokaj hitro preizkusil, probal. Nekatere so se izkazale za pravilne, nekatere ne. Na katerih se nisem znašel, na katerih sem se, večinoma sem se. Ampak se pa na tej, to je zdaj 20 let, bo že skoraj tega kmalu. Marsikaj, zanimivega, predvsem zelo intenzivno. V čem se pa nisi znašel, če ni skrivnost? Mislim, ne, da se nisem znašel. Napako sem naredil, ko sem šel dokaj na glavo v nek posel, ki je bil precej zahteven. No. Pa ne samo, ni bil odvisen samo od, bi rekel, posameznikov, ampak tudi od razmer, ki so vladale na tržiščih in pa teh zadev. In 10 let sem v tem vztrajal, pa moram reči, da je bilo na začetku zanimivo, potem pa dokaj hitro postalo enolično in dokaj zahtevno. Tako da, ampak na napakah se tudi učimo. Ja, verjetno ti ni žal, ker to v bistvu izoblikuje. Ne, mislim, da redko kater uspe, to je treba logično pogledati, redko kateremu uspeva vseeno in z porazi se tudi, oziroma z napakami se tudi lahko ogromno naučimo. V športu je tako, pa v vsakdanjem življenju je tudi tako. No. Tako da, predvsem sem mnenja, da ko doživiš recimo neuspeh ali pa recimo, ko ne gre vse po načrtu, da je takrat treba še bolj zagrabiti za delo, biti natančen, priden in da se pa vse.
To je tvoj, slediš temu prepričanju. Predvsem je, če se za nekaj odločiš, tudi pri sebi opažam. No. Če se predaš eni stvari, pa sem zraven, je veliko bolj uspešno, kot če že štartaš recimo z neko tako odklonilno miselnostjo. No. Tako da je fajn, da je strast prisotna. No. To je super. Potem se vse, se mi zdi, boljše odvijeno. Ja, res. Hitreje, bolj zagrebaš. Ja, se strinjam. Kako pa si se skozi leta soočal s tem, da si bil medijsko izpostavljen? Mislim, rekel si, da ti to paše, da tudi se zavedaš, Mislim, paše, ne, nisem rekel, da mi paše, pa da bi hlepel potem, no, ampak enostavno sem se navadil tega. Tudi tam ni vse fajn, ne. Tudi cel kup negativnih zadev sem doživel, tudi cel kup napačnih interpretacij določenih dogodkov ali pa informacij. Ampak naučil sem se pa tudi to, da je to del igre. No? In skušal sem vedno biti korekten do teh, ki so se ukvarjali, ki so podajali informacije, no? Ker sem mnenja, da če si ti korekten do nekoga, da boš tudi to dobil potem nazaj. Ampak so bila presenečenja tudi na tem. Zdaj, ja, lahko pa rečem, da navadil sem se. Tako da neka informacija ali pa ne vem, neka novica o meni, pa naj bo negativna, pozitivna, me verjetno jo dojemam malo drugače že, ker imam toliko let izkušenj no, s tem. Enostavno to je nujno zlo, kdaj je pozitivno, kdaj pa ni. Tako vsaka stvar prinese nekaj pozitivnega, negativnega. Ja. Zdaj, hodila sem se tudi navezati, da v bistvu vajna ločitev z Alenko se je odvijala na očeh radovedne javnosti. Ja, ampak to je bilo za pričakovati, ne. Ja. Pač enostavno skušaš biti korekten. Zdi se mi, da nepotrebno je o teh osebnih zadevah razlagati preveč detaljno. Predvsem je super, če se recimo spori ne odvijajo prek medijev. In ja, tudi ta zadeva je šla mimo, bom rekel, dokaj korektno. Kako pa vse to vpliva, recimo, na tebe, da veš, da se piše o tem, ti se verjetno soočaš z neko svojo bitko? Je težko verjetno? Ne, mene je predvsem skrbelo, kako bo to do otrok. No? In zato se mi zdi, da je bilo v redu, da sva otrokom zadevo že prej predstavila. Sej ta stvar se ne zgodi običajno čez noč, ne, v enem dnevu, ampak nekaj časa traja. Tako da, ja, te stvari se dogajajo, ja, in skušaš narediti z najmanj posledicami. Predvsem na otroke, ne? Ja. Ampak mi je pa zelo lepo, da ohranjata ta lep odnos, da večkrat poveta, da sta v dobrih stikih. Ja, jaz mislim, da je to pomembno. Ja. Dokaj jasna pravila imamo, mislim, predvsem, kar so otrok tiče, ki so zdaj že mladostniki oziroma že odrasli. No, 20 let, najstarejša. Že odrasla. Smo v teh, tega zdaj kar nekaj let, smo v teh letih uspeli ustvariti nek ritem življenja, ki je ustrezal vsem. No. Tako. Potem je pa v tvoje življenje prišla Simona. Ja. Kako pa sta se spoznala? V bistvu sta se poznala že prej, no, ampak bom rekel, nekaj naključij, no, v času, ko v nekem kratkem časovnem obdobju sta se velikrat srečala. Zelo naključno. No, in potem pa beseda da besedo ali kakorkoli dogodek. Ja, in sem zelo vesel, da so se ta naključja zgodila tako, kot so se. A ima tudi ona otroke? Ne. Sem mislila, da bo ta še dodala. Že 3 imaš pa... Nikoli se ne ve. Ja, a so še odprte možnosti? Mislim, ne vem. Ne bom o tem nekaj napovedoval. Pa imaš sicer rad otroke? Ja, otroci so zahtevna naloga, ne, vzgoja otrok. Sploh pa 3 verjetno. Ampak pa tudi veliko dajo, no, mislim, je pa tudi zabavni so lahko.
mislim, da je to poslanstvo, ni na nek način. Ja. Ja. Simona je pa za tabo tudi prišla v Dominikansko republiko. Je. Kaj In sta tam tudi dva od otrok, no, samo najstarejša ni prišla. Simona je še celo lahko dlje bila. Ja, tako da sem bil vesel, da so me prišli obiskat. Predvsem, ko je Simona prišla že prej, je bilo super, ker mi je lahko kar precej pomagala v smislu nekih dnevnih opravil, pa tudi prehrano sem zamenil, potem, ko je ona prišla, sem malo več kuhala sama, pa ona. Ja, jasno, veliko lažje je, če imaš nekoga, ki ti je blizu zraven. Ampak, mislim, saj ni bilo tako, da bi me karkoli tam motilo ali pa da bi bil s tujci, no, zelo dobro ekipo smo ustvarjali. Zelo številčno tudi, ne? Mislim, številčna je predvsem strani teh glavnih producentov, to je turška firma, ki snima te vsebine, ampak tudi Slovenci smo imeli ekipo, bom rekel, te produkcije, kakih 12-15 ljudi in je bila res prima ekipa, no. Večinoma mladi ljudje, veliko mlajši od mene, ampak zelo zanimivi. Veliko sem se tudi jaz naučil v tem času. Nasplošno, če zapakiram vse skupaj, zelo fajn izkušnje. Bi se še podal v voditeljske vode? Meni se ti je šlo zelo dobro. Hvala lepa. Ja, tudi tle je bilo, pač tako sem gledal kot na šport tudi, no. Je bilo treba tudi kar precej vaditi in potem se, ko si dovolj suveren, je potem veliko lažje. No. In sem čutil, da je veliko lažje potem sploh v tistih, bom rekel, ko sem šel čez nek ta učni del, je bilo veliko lažje. In, ne vem, ja, me to zanima, vsekakor. Ta ustvarjanje teh vsebin me zanimajo. Pa verjetno tudi z vsakim dnem je bilo lažje, ne? Ja, sicer pogoji za delo niso enostavni. No. Mislim, tam je, kot prvo so dolge ure snemalne. Ne. Kaj, cel dan? Verjetno? Ja, običajno med 6 in 8 ur za eno epizodo. No, ki se zapakira v 1 urco. Ja, in veliko tudi nočnih snemanj, no, ki se lahko tudi zavlečejo do 3-4 zjutraj. Tako da klima, no, zelo vroče. Tega se je bilo treba navaditi. Mislim, v bistvu se nismo navadili, ker je bilo velikokrat šok. Ja. In tudi za tekmovalce, no, je bilo zelo zahtevno. Tako da sem res jim izrekam vso spoštovanje. Puncam sploh, tudi za njih je bilo zelo težko. Ampak ja, smo pa nekako prišli čez. 3 mesece, ne? Ja, snemanje je bilo nekako 2 meseca in pol, pa sem pa še Simona pa so še ostala nekaj časa. Kaj ste si še ogledala? Je v bistvu druge dele Dominikanske republike, no, ki je kar velika država. Na sever sva se odpravila in je nekoliko drugače. Meni osebno je bilo bolj všeč kot pa te večji turistični kraji. Zelo lepo. Ja, zelo lepo in prijazni ljudje in krasno morje. Potem pa še en krajši izlet na Arubo, no. To je pa otok, ki je južno. Manjši, zelo majhen otok, ampak zanimiv tudi. Ful dobro, da ste v bistvu še pol izkoristili. Ja, sem rekel, treba izkoristiti, no, ja. Ker si že tam. In če je priložnost, seveda, ne? Dobro. Tako da ja, voditelj, kaj nas še čaka? Še imaš kakšen cilj? Ne, cilj je pa tako, da nekako sem se naučil, da če sem delal neke res zelo dolgoročne načrte, se nikoli ni čistko odvil, kot imaš idealen scenarij v glavi. No. Mislim, tako da sem zdaj bolj usmerjen na neke krajše etapne zadeve, ker, ne vem, recimo samo to obdobje s korono poglejmo, ne, kaj je to spremenil vsakomur, no. Cel kupenih podrtih načrtov, no. In ja, tudi konec koncev življenje se nam je postavilo na glavo za leto, 2. Tako da ne vemo, kaj nas čaka in zdaj delati neke načrte. Predvsem bi se rad oblikoval moje delovanje. Predvsem imam še, bom rekel, dosti motiva, no, za delo, kakršnokoli naj to bo. Bi pa rad izbiral take zadeve, ki me bodo navdušile, ker bom z veseljem delal. No. In
aktiven. Pa verjetno tudi, da napolni tvoje srce, ne? Da ni nekaj, kar ne maraš. Tako. Bi ti pa rada za konec postavila še nekaj kratkih stavkov, ki jih moraš nadaljevati z besedico ali dvema, kakor se boš počutil. Lahko sem pa tudi tiho. V redu, tudi tišina pove svoje. Okay. Pa lahko rečem brez komentarja tudi. Tudi lahko. Okay. Danes zvečer bom pakiral. Kam se odpravljaš? V smučanje. V Italijo imam obveznosti, tako da treba prepraviti opremo. Ja, veliko verjetno. Pa ne, to je že rutinirano napakiram. Če 40 let pakiraš smučarsko opremo, pa veš, kaj moraš s sabo vzeti. To je res. Da nič ne pozabiš? Se že tudi zgodi, da sem kaj pozabil. Ja. Najraje jem? Najraje jem japonsko kuhinjo, recimo, to mi je ampak na splošno pa rad jem. Ja. Z družino najbolj uživam v poletju, morje. A imaš raje poletne mesece? Zanimivo, da bi kar lahko rekel, da ja. Res? Ja, res. Sploh bom rekel, odkar sem nehal tekmovalno smučati, je poletje ljubše. No. Čeprav, mislim, tudi zimo ali pa vsa obdobja v letu so mi všeč na določen način, ampak poletje pa, morje je super, morje imam rad. Hrvaška obala ali greste kam drugam? Večinoma Hrvaška, ja, ker imamo eno bazo na Hrvaškem, tako da, ampak ja, je pa fajn tudi druga morja videti. To je res. Posladkam se z... Pa nisem nek sladkosnet, no, da bi hlepel po nekih slaščicah, no, na srečo. To je res sreča. Tako da bi se bolj posladkal s kakšno tako drugo jedjo. Ne vem, težko zdaj izpostavim, ampak če že, kakšna prekmurska gibanica dobra, prava, recimo, če moram izbirati. Po informacije se zatečeš na medijske portale ali še vzameš v roke časopis? Ali pa revijo? Časopis dejansko že dolgo ni bil v mojih rokah, tako da vse je šlo na net pri meni. Ampak zanimivo pa, da sem naročen na revijo Radar. Ne vem, ti, ki si toliko mlada, ne vem, če poznaš revijo Radar. Sem že videla, približno vem, kako izgleda, ampak ne. Ja, po nekem naključju, tudi moj prijatelj je izdaja to revijo in tako neka poljudna znanost in zgodbe, ki so zanimive. To pa prelistaš potem? Tradicija. To, kar preberem, ja. To pa, ki pride domov na naslov in potem. Ob kavici. Sej, še vsem je fajn vzeti brati na drugačen način. No. In tudi zdi se mi, da si, če na telefonih, saj samo opažam, no, da si precej uči malo kvarmo. No. Tako da knjiga mi je še zmeraj zelo. Ne berem recimo knjig na Kindlu ali na določenih bralnikih. No. Knjiga mora biti knjiga, to bo pa po mojem postalo pri meni. Imam kar lepo zbirko knjig, veliko knjig in tudi rad berem, no, tako da knjiga ostaja. Bi želel kakšno izpostaviti? Imaš kakšno najljubšo? Cel kup je. Zdaj recimo šel moj prijatelj na družina njegova na daljši dopust, pa samo naredil en tak izbor knjig, mislim, da sem mu 5 knjig dal. Ja, ogromno jih je. Sicer od leposlovja, sem blazen navdušenec nad Marquezom. To sem prebral vse. Hemingway, tudi cel opus sem prebral. Jaz tudi še takrat, ko sem tekmoval, še nismo imeli telefonov pa računalnikov in zdaj kartov nisem nikoli. Veliko tekmovalcev je kartal. Taroka sploh ne znam. No. Tako da karte mi niso potegnile. Sem pa veliko bral, no. Tako da so bile knjige zmeraj z mano na potovanjih. Dobar. Ampak različno, no. Tudi kakšne biografije so lahko zelo zanimive. Biografijo rajš prebereš, kot pa si pogledaš film? Ne, film imam tudi zelo rad, no. Filmov sem tudi pogledal veliko. Odvisno verjetno, mislim, če je biografija res napisana strani tistega, ki je doživel tisto življenje, je sploh super. No. Malo manj so mi všeč biografije, ki so zapisane strani tretje osebe, no. Mogoče malo manj avtentično.
Tako da marsikaj dobrega. No. Je. Ja. V avtu raj prisluhneš radiju ali imaš kako svojo playlisto glasbe? Ja, kar playlisto. Radijske postaje tako, no. Mislim, če je kakšna krajša pot, potem še radio, tako po mestu. Drugače pa, če se pa del vozim, pa samo playlista. Pa prej počekiraš informacije na cestah? Ja, to pa je. Se danes nam to mogoče je. To pa, ja. To je res. In pa še za konec, ljudje, ki me dobro poznajo, pravijo? To morate pa njih vprašati. Ampak ne vem. To pa nisi prvi s takim odgovorom. Se mi zdi, da sem kar družaben. No. Nimam nek gromozanski krog ljudi, s katerimi se družim, ampak še vsem pa dosti širok. In družim se z ljudmi zelo različnih profilov, no, ali pa poklicov, ali kakorkoli. Tako da se mi zdi, da dokaj hitro lahko najdem stik z ljudmi. Po mojem sem družaben. No. Zdi se mi, da se radi družijo z mano, ampak ne zaradi tega, ker sem bil včasih športnik ali kakorkoli. Ker si dobra družba. Ja, po mojem. Zdaj sem se ful pohvalil. Ne za to. Morate pa njih vprašati. Ja. Hvala ti za tale klepet ob skodelici kave. Jutri se pa fajn smučaj. Ja, hvala lepa.